Tokrat v občinskem informatorju. Zneski na položnicah mariborskega vodovoda bodo višji. Ministrica Stojmenova Duh podrobno o digitalnih bonih in spremembah pri tem. V avli kulturnega doma Dve generaciji razstavili svoje umetnine. Čebelarsko društvo Janka Pisleka Slivnica ima 10 let. V Dupleku bo ves mesec pestro. Intervju s predsednikom vlade Robertom Golobom. Lepo pozdravljeni. Jutri se bo odvila 34. redna seja mestnega sveta Mestne občine Maribor. Predtem so spregovorili o trenutnem stanju Maribora, pozitivnih pa tudi tistih negativnih stvareh, kot so denimo podražitev položnic. Uvodoma je mariborski župan prisotne seznanil z novicami. Kot eno izmed dobrih je izpostavil OPN. Stvar je na mizi, o njej se lahko pogovarjamo. Verjamem, da bo z novimi predlogi občanov tudi boljša, kot je bila. 2 razgrnitvi sta bili, še 4 bodo in sem zelo ponosen še enkrat na ekipo, ki je tudi to spravila tako daleč, da se imamo o čem pogovarjati, kot če marsikaj drugega. Ta petek se bo otvoril muzej najstarejše trte. Bi se to lahko sicer zgodilo malo prej, pa smo imeli zaplete z dodatnimi deli, z vodo in tako naprej. Vojašnik trg se končuje, tako da upam, da bodo kmalu tudi zaživele vse vsebine, tako v Minoritih kot v muzeju najstarejše trte. In drugo leto, ko se konča Nabrežje, še bo prenovljena hiša najstarejše trte in bo tam ta celoten del povezan. Rušitev pogorelega vrtca na Pobrežju je bila izvedena. Želijo si, da bi gradnja stekla septembra. Potrebna 200 kvadratnih metrov bo sedaj novega vrtca, več steklenih površin, več navezave na zunanje površine, vendar bo seveda to veselje tudi nekaj stalo in bomo morali ta sredstva zagotavljati iz proračuna. Sicer pa se Mariborčanom znova obetajo podražitve. Mariborski vodovod je velik porabnik električne energije, na letni ravni približno 9 milijonov kilovatnih ur. Če dodamo ta strošek, ki je v bistvu v evrih 2,2 milijona dodatnega stroška, do zdaj smo imeli 900 tisoč evrov stroškov za električno energijo, po novem izračunu bo to 3,1 milijona. Postavka omrežnina ostaja nespremenjena, se pa viša postavka vodarina. Iz sedanjih 0,74 evra, to se pravi 74 centov za 1000 litrov vode, na predlaganih 92 centov na 1000 litrov vode. Za povprečno gospodinjstvo, ki ima 2,4 člana in porabi 8 kubičnih metrov, bo to pomenilo dobrih €1,5 več. Sicer pa so vsa javna podjetja vključena v holding, razen podjetja Nigrad, poslovala pozitivno, nad načrtovanimi rezultati. Čaka nas pa druga polovica leta, tako kot je kolega iz vodovoda Maribor povedal. Pritiski na energente oziroma cene se dražijo in to je biti potrebno zelo pragmatičen in spreten, bi temu rekli, tako da z rezultati smo zadovoljni, vendar je pa te rezultate potrebno jemati malce z rezervo, predvsem iz tega vidika, kaj se bo dogajalo v drugem polletju. Župan se je dotaknil tudi predvidene podražitve gondole. Točka je bila sicer iz seje umaknjena. Smo imeli čisto nevzdržno ceno, 4 evre v eno smer, 6 evrov povratna. Treba je bilo narediti nov elaborat. En del leti na seveda spet elektriko, en del pa tudi na pravilno obračunavanje zakonito, torej amortizacije. Iz proračuna v višini več 100 tisoč evrov pa proti milijon kaže, sofinanciramo tudi obiskovalce Pohorja, ne nujno meščane. Proračun si ne more privoščiti v tem letu podražitev vseh mogočih in na vseh investicijah tekočih in vrtcih, kot se nam je zgodilo, kjer bo treba zagotoviti 200-300 tisoč lastnega denarja, še sofinanciranje pravzaprav luksuza. Ostala pa naj bi nespremenjena cena letne vozovnice. Mestna občina Maribor je sicer odpovedala najemno pogodbo Ministrstva za javno upravo za občinske prostore upravne enote. Župan je na tem mestu dejal, da je upravna enota več desetletij te uporabljala brezplačno. Dogovorjena naj bi bila selitev v stavbo nekdanje Probanke. Ali bo do tega prišlo, še ni znano. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je bila skupaj s predsednikom vlade Robertom Golobom na obisku v Mariboru.
Ob koncu obiska je spregovorila o bonih za digitalizacijo, do katere so upravičeni določeni mladi in starejši, z njimi pa bi si lahko pomagali pri nakupu računalniške opreme. Spregovorila je tudi o spremembah pri izvedbi. Izjave za pridobitev digitalnih bonov so na voljo na spletni strani ministrstva. Postopek je zelo enostaven. Edino za študentki in študenti slovenski, ki se šolajo v tujini, morajo posebej izpolniti eno izjavo, jo poslati na naše ministrstvo, ker kolegi preverijo, ali so dejansko upravičeni in potem postopek je popolnoma enak. Pa še to, da nakup opreme je možen zgolj pri poslovnih subjektih v Sloveniji. Starejši prosilci za digitalne bone pa morajo izpolnjevati še en pogoj. Pri starejših je pogoj, da se udeležijo usposabljanja in v tem trenutku poteka razpis za izvajalce teh usposabljanj. Ta razpis bo končan do konec meseca julija, potem ko bodo enkrat izbrani in ko se bodo udeležili teh usposabljanj, bodo lahko koristili tudi bon za opremo. Digitalne bone je sicer uvedla prejšnja vlada, sedanja pa je naredila nekaj sprememb. Da mi tukaj nimamo prav dosti odprtih rok, da bi lahko karkoli naredili, smo pa že takoj uvedli eno spremembo. Recimo ravno pri bonu za starejše, zato ker je omejeno število teh bonov za starejše, mi smo se odločili, da bomo naredili ta efekt multipliciranja, da bomo naučili starejše, ki bodo potem izobraževali še ostalih. Tako da poskušamo iz tega, kar se ne da ustaviti, izboljšati, drugače pa si mi predvsem želimo ukrepati tam, ker dejansko prihaja do potrebe. Recimo tipično pri digitalnih bonih, zdaj so upravičenci vsi, ne glede na to, kakšnega ozadja imajo. Torej, za nekoga 150 € lahko pomeni zelo veliko, za nekoga pa lahko ni kaj dosti. Poudarila je, da bi radi ukrepali tam, kjer je manko digitalnih kompetenc. Ker zdaj recimo to sploh ni pogoj, se ne preverja, ali je nekdo digitalno pismen ali ni pismen, ampak ti boni se razdelujejo na podlagi prvi, ki pride, prvi dobi. Kar mi želimo narediti, je zmanjšati digitalni razkorak in sicer na način, da ukrepamo tam, ker je dejansko potreba. Ker tudi recimo pri infrastrukturi, zdaj kot sem že prej omenila, za 150 € verjetno vsi tukaj se strinjamo, da si ne morete kupiti neko računalniško opremo. In bi želeli recimo pri tisti, ki so socialno bolj ogroženi in mogoče večji znesek ali drugače ukrepati, da dejansko pridejo do opreme, ki jo potrebujejo. Tako da te finese izboljšati, kar se da v okviru tega, kar je že nastavljeno in kar mi pač ne moremo spreminjati. V bodoče pa vsekakor želimo zmanjšati digitalni razkorak, torej ukrepati tam, kjer dejansko so velike potrebe. Še vedno pa velja, da lahko družinski člani združujejo bone. Omejitev je v znesku, je 150 €, ki je na voljo. Ta bon se lahko združuje, torej brat, sestra oziroma sorojenci, pol brat, pol sestra, če skupaj dajo to izjavo, tako da recimo, če je več otrok v družini, potem lahko združijo ta bon in ga izkoristijo za nakup skupnega prenosnika ali tiskalnika. Zdaj seznam opreme je že naveden, tukaj so prenosniki, tablice, potem so razna pisala, slušalke, tiskalnike in tako naprej, malo daljši seznam, najboljše, da se gre pogledati, kaj je tista oprema. Sama je sicer dejala, da še vedno meni, da bi lahko bili zastavljeni drugače. Žal jih ne moremo spremeniti. Kot ukrep lahko pomagajo digitalni boni, vsekakor pa se mi zdi, da niso čisto dorečeni. Torej pri digitalnih bonih za starejše, zdaj če izhajamo, da se lahko prijavi vsak, torej da tisti, ki se prvi prijavi, prvi tudi pride do usposabljanja in do opreme, predstavljamo si, da se bodo prijavili tisti, ki so že digitalno pismeni, ki vedo, kako priti do informacije, kako se prijaviti. Ne pa tisti, ki dejansko, to, kar mi želimo narediti, tisti, ki še nikoli se niso srečali z internetom. In ja, smo, kot sem omenila, sem še zmeraj kritična, tudi znotraj ekipe. Bomo pa poskušali narediti največ, kar se da iz tega. Recimo pri starejših, da bomo šli ravno v to fazo multipliciranja, da bomo usposobili določeno število ljudi, ki bodo potem pomagali ostalim. Potem tudi recimo, zdaj pri opremi, pri teh digitalnih bonih za mlade, tukaj preprosto imamo zavezane roke in ne moremo nič narediti. In bomo poskusili izpeljati tako, da bo največ koristi, kar se da. In kot je dejala, izboljšati, kjer lahko, sicer pa ponuditi podporo. V prostorih nove avle Kulturnega doma v Sveti Trojici so otvorili razstavo, kjer razstavljajo učenci dveh generacij. Generacija 2020 in 2022. Gre za drugo razstavo v novih prostorih, na voljo bo v času Trojica Festa.
Izdelke, ki jih lahko te dni občudujete v avli kulturnega doma v Sveti Trojici, so učenci ustvarili pri predmetu likovno snovanje. S projektom so začeli pred 2 letoma. Izdelki so plod dela generacij 2020 in 2022. Projekt ponovimo za letošnjo generacijo in potem smo povabili obe generaciji, da skupaj razstavljate v tem krasnem novem razstavišču. Te slike so namenjene temu, da likovni talenti, ki obiskujejo našo šolo, pustijo na naši šoli neko sled, nek spomin na te mlade umetnike, ki so obiskovali to ustanovo. Ustvarjanje in umetnost sta pri odraščanju velikega pomena. Najstnik danes potrebuje motivacijo, nekaj, kar ga bo potegnilo od računalnika, nekaj, kar mu bo dalo možnost, da izrazi sebe, svoj okus, svoja mišljenja, svoja čustva. In izbirni predmeti so ravno temu namenjeno, da lahko učenci kvalitetno preživljajo prosti čas. Nekateri učenci so z ustvarjanjem začeli že pred leti. Generacija 2020 je danes v srednji šoli, a so z veseljem prišli pogledati izdelke, ki so jih narisali. Ustvarjala sem, že od 1. razreda, ko smo imeli likovno, pa smo risali. Ideja je bila čist mimogrede iz Pinteresta, risali pa smo z vodenimi barvami. Začel sem ustvarjati po 4. razredu. Navdih sem dobil, učilca nam je poslala slike, pa sem si izbral, ker mi je bila najbolj zanimiva ta slika. Uporabljal sem vodene barve, ustvarjanje pa ni bilo tako zakomplicirano, kot sem mislil, da bo. To sliko sem začel ustvarjati ob koncu 9. razreda. Uporabil pa sem likovne tehnike, pri kateri je bilo veliko onatih barv. Ustvarjam pa rad doma, kot tudi v šole, ampak zdaj je bolj malo, ker sem bolj na strojnem področju. Ustvarjam že od vrtca, ker so varuške opazile, da imam talent za to in to mi predstavlja tudi poklic, ker sem zdaj oblikovalni. Ustvarila sem tisto lisico tam, na idejo sem prišla, ker sem videla na internetu podobno sliko in sem jo potem preuredila. Pa sem ustvaril želvo. Prišel sem pa na idejo, ker imam sam doma želvo in se mi dopada, ker so mi zanimiva bitja. Meni pa ustvarjanje isto sproščanje, pa nekaj zanimivega, pa nekaj novega. Na osnovni šoli imajo idealne pogoje za ustvarjanje in pri krožku so dobrodošli vsi. Na razstavi pa je sodelovalo 24 učencev, ki so razstavili 23 slik. Prav tukaj se kaže, da je to ustvarjanje neka potreba v človeku, ki jo se že pri tako mladih ljudeh pokaže in da je to treba negovati in spodbujati. Prizna, da učenci potrebujejo veliko spodbude, saj so pogosto zelo samokritični. Te slike, ki so danes tukaj na ogled, so ustvarili učenci 7., 8. in 9. razreda. Če boste si pogledali, so nekatere zelo kvalitetne, odlično so ustvarili barvne prehode, prikazali svetlobo, senco, ustvarili tridimenzionalnost na neki sliki, tako da sem kot mentorica izredno ponosna na svoje učence. Razstave se je udeležil tudi trojiški župan. Menim, da vse to, kar ustvarjate, ne samo pri likovni vzgoji, tudi pri glasbi, pri vse umetnosti, ki jo realizirate, kjer se učite, se podajate potem na nove poti, v srednjo šolo in naprej, ostaja ponos naše občine. Razstava ni minila brez dobre glasbe. Ob trojiškem tednu bo na voljo vsem občanom Trojice. Nato bo razstava potovala naprej. Končna postaja bo osnovna šola, kjer bodo slike ostale v spomin. Čebelarsko društvo Janka Pislaka Slivnica se imenuje po največjem čebelarju ne samo Slovenije, ampak cele vzhodne Evrope, nam je povedal predsednik društva Alojz Lipnik. Društvo te dni praznuje okroglo obletnico delovanja, zato so pripravili tudi krajšo slovesnost s podelitvijo priznanj. Na prireditvi so gostje pohvalili Čebelarsko društvo Janka Pislaka Slivnica kot eno najboljših v območju. Nam je to v ponos, res smo v 10 letih delovanja dosegli veliko. Marsikatero društvo, ki ima 100 let, nima teh prostorov za delovanje društva, kot jih imamo mi. Vse to je doseženo z prostovoljnim delom in seveda pomočjo, tako kot sem rekel, občine Hoče Slivnica, Rače Fram in tudi mnogih sponzorjev, ki so nam pomagali. V samem društvu je veliko članov, ki so aktivni kot pridelovalci medu, kot tudi pri ozaveščanju o pomenu čebel. Pri nas je aktivnih sigurno 30 članov,
Najbolj smo pa ponosni na to, da je čebelarski krožek v osnovni šoli vsa ta leta, ko je lahko do korone, deloval uspešno in da smo na teh tekmovanjih dosegali vrhunske rezultate. Tako celo, da so eni dobili štipendije na račun uspehov v čebelarskem krožku. Na prireditvi so podelili več priznanj, med njimi srebrno priznanje, ki ga je dobilo čebelarstvo Pislak Bali, ki nadaljujejo delo Janka Pislaka. Tradicija je že preko 75 let. Janko Pislak je začel tu tradiciju sa jednim čebeljim košem. Danas, leta 2022, čebelarimo sa 2500 čebeljih družin. Smo dejansko najveće slovensko čebelarstvo, jedno od većih u Evropi. Čebelarimo tu na območju Slivnice, Haloza, Pohorja, sve tamo do Oplotnice. Imamo zelo dobro sodelovanje sa Čebelarskim društvom Slivnica in moram pohvaliti gospoda Lipnika kao zelo dobrog čebelara in zelo uspješnog predsjednika Čebelarskog društva, da je uspio u 10 let narediti jedan takav veliki premik u razvoju Čebelarskog društva. Čebele pa mu ne pomenijo samo kruh, ker od čebelarstva živijo, ampak veliko več. Su precej več. To je nekaj način življenja, kak živiš s time. Čebela nas uči kako živeti u skladu z naravo, ekologijo, trajnostno. Uči nas kako biti skroman, a spet delovan in nekaj doseči. In dejansko da, čebelarstvo je nekaj, kaj vam teče v krvi, to nije samo poklic. Ponosen na delovanje čebelarskega društva pa je tudi župan občine Hoče - Slivnica. Ponavadi so okrogle obletnice tiste, ko se malo bolj spomnimo, malo bolj pomislimo, pogledamo, kaj je bilo narejenega. Čebelarsko društvo Janka Pislaka Slivnica pa seveda deluje dobro. Tako kot ponosen sem na to društvo, kot tudi na ostala v občini. Vsa društva, ki v občini delujejo izključno zaradi prostovoljnega dela, tudi razne donacije, sponzorstva ne bi pomagala, če ne bi bilo prostovoljnega dela. Tako da v tem trenutku se predvsem zahvalim društvu, ki danes praznuje 10 let. In seveda ob čestitkah velja tudi spodbuda za nadaljnje aktivno delo ne samo v občini, ampak tudi širše. Po Vurkofestu se bo dogajanje v občini Duplek nadaljevalo tudi v naslednjih dneh tega meseca. Tako bo junija, predvsem pa v Dupleškem tednu, pestro dogajanje. Nekaj dogodkov pa bo tudi julija. Dogodki v občini Duplek se bodo tudi po tem vikendu nadaljevali. Že imamo v glavi pravzaprav praznovanje občinskega praznika za osrednjo občinsko prireditvijo, pa Športhert v Gramoznici, kjer bo seveda kulinarično razvajanje in spet animacija in zabava za najmlajše. Pa potem začnemo res z celim tednom od ponedeljka, ko bo Tadej Toš za občane občine Duplek brezplačno zabaval nas v športni dvorani. Potem srečanje starejših občanov. V sredo smo zadali si pravzaprav nekako melodije morja in okusi morja v Koreni, kjer bo zabava z Ildivjimi. V četrtek noč ognja in koktejlov in plesa v Dvorjanah, kjer bomo lahko ob koktejlih uživali tudi ob akrobacijah na drogu, na visečih trakovih in pa tudi ob DJ-ju zabava, se pravi v večernih urah. Nato pa sledi petkova zabava ob Gramoznici. Ko seveda vsi pričakujejo nestrpno odprto zabavo za Sidarto v Gramoznici, tako da res veliko dogajanja skozi ves čas, seveda potem pa vsak teden, naslednji teden že pripravljajo naši gasilci, najprej veselico v Koreni in potem tudi tradicionalno tekmovanje Dupleške mornarice in reševalnih čolnov v Obdravi, se pravi julijsko dogajanje v Dvorjanah z prostovoljnim gasilskim društvom Dvorjane. Župan pa se že zdaj zahvaljuje vsem, ki organizirajo in pomagajo pri organizaciji. In ob tem seveda je veselje gledati vse to, pa seveda je skrb in kar nekaj napora pri vseh naših zaposlenih, ki organiziramo vse to in seveda na tem mestu hvala vsem, ki so udeleženi in delajo to pravzaprav z veseljem in pripadnostjo, ki jo čutijo do občine Duplek. Prav zaradi njih so namreč dogodki oziroma prireditve tudi uspešne.
Za našo televizijo je ob obisku Maribora spregovoril predsednik vlade Robert Golob, ki je v pogovoru povedal tudi, kdaj bo znano ime županskega kandidata za Maribor njihove stranke. Poglejmo pogovor. Gospod predsednik vlade Robert Golob, dobrodošli v Mariboru. Hvala lepa. Vaš prvi obisk ravno Maribor. Če mi na kratko opišete, kje vse ste danes bili in zakaj ste izbrali ta mesta? Danes smo si ogledali kar nekaj inštitucij in se srečali z nekaterimi pomembnimi Mariborčani. Začeli smo zjutraj na Agenciji za energijo. Tam smo se srečali z energetiki, tudi iz širše regije, ne samo iz mesta. Potem smo se pa, se bom vrnil, namenoma smo si izbrali Agencijo za energijo kot prvo postojanko, ker je to v resnici edina vladna inštitucija oziroma neodvisna državna inštitucija, ki se je uspelo kljub velikim besedam o decentralizaciji, ampak samo tej inštituciji se je uspelo v Mariboru obdržati. In v resnici lahko služi kot neka vrste zgled, kako nadaljevati s procesom decentralizacije, malo hitreje seveda, kako nadaljevati, da bi Maribor dejansko dobil nekaj od teh tudi vladnih, če hočete, služb. Kot zanimivost, ta agencija je bila ustanovljena v mojem času, ko sem bil državni sekretar pred davnimi 20 leti, zato dobro poznam ta proces. Tle je bilo največ govora o zelenem preboju in o tem, kako ravno na področju obnovljivih virov Maribor in mariborski energetiki v bistvu lahko prispevajo en velik, pomemben delež tudi v prizadevanjih celotne države na tem področju. Tako da, ta del je bil pomemben kot del, s katerim gledamo na prihodnost. Po temu je sledil obisk na Feriju, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in pa informatiko, kjer smo se srečali tudi z vodstvom univerze in pa Ferija. Tam smo pa v bistvu se pogovarjali o družbi znanja. Spravi, kaj je tisto, kar nas bo v bodoče lahko vodilo k temu, da bomo ustvarjali delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in potem bomo seveda vsi skupaj več imeli. Se pravi, kako to znanje spraviti tudi iz raziskovalnih dvoran v resnici v življenje, v gospodarstvo in potem pa do uporabnikov. Zelo navdihujoč pogovor in ja, tudi na tem področju je res škoda, da dovolimo, da marsikaj od tega znanja odteče v Gradec, namesto da bi znali to sami uporabiti tukaj doma v Sloveniji. Ta del je bil na nek način, spravi, znanje pa energetika, tu sem se počutil najbolj domačega, ampak nič za to. Temu je sledil obisk višje hostinske šole, hostinske in pa za turizem šole. Zakaj je to pomembno? Ker verjamem, da ravno v kombinaciji turizma, gastronomije, tudi dobre pijače, v tem smo pri nas dobri, je ena, tudi tukaj, ampak to poznam še boljše kot gastronomijo, bom tako povedal, je v bistvu ena od prihodnosti spet, kako turizem dvigniti po dodani vrednosti. Ne pomaga, če imamo goste, če na koncu imamo slabo plačane hostinske delavce, način, prava pot naprej je, da dvignemo dodano vrednost in potem lahko tudi plače v sektorju temu sledijo. In ja, ne samo, da je bilo kosilo odlično, res je bilo dobro, to je taka, ta šola me je res navdahnila s takim, bo rekel, wow, ne vidiš pogosto takih šol, ki so tako dobro opremljene in imajo toliko mednarodnih uspehov. No in spet ena od svetlih točk, nekaj, čemer je najboljši Maribor. Tukaj sem se tudi srečal na kratko na kosilu z obstoječim županom, s aktualnim županom Arsenovičem. Zanimiv pogovor, še večkrat se bova videla, v vsakem primeru do novembra. Niso se pa pogovarjali o lokalni politiki, ampak o tem, kako lahko država in pa mestna občina Maribor skupaj sedaj realizirata projekte. Na kar je sledilo po kosilu nekoliko bolj družboslovni del, da tako rečem, najprej dom starejših občanov, Danice Vogrinčič, Vogrinec, se upravičujem, zelo poseben, tudi državnem, ne samo zaradi vodstva, ampak tudi zaradi celotnega kolektiva. Vzdušje je bilo res fenomenalno. In ja, to je zagotovo eden od zgledov ali pač hočete primer dobre prakse, kako bi morali nadaljevati na tem področju dolgotrajne oskrbe naprej. No in še čisto za konec, področje kulture, tako SNG kot Narodni dom. Ja, če po čem Maribor znan izven, spravi, tudi pri nas je znan po Lentu pa po Borštnikovem srečanju, tako da... Pa po enka Mariboru na koncu.
To so mi pa prišparali, kot če hočete nagrado, ker sem bil cel dan prijazen, so me pa potem sprejeli še v hram, da tako rečem, mariborskega športa. In ja, seveda, viole so posebne in to, da sem dobil še od njih posebno majico, je bila posebna taka nagrada, prosim lepo. Ker oni niso ničesar želeli od mene, ampak so me počastili s tem, da so me povabili tja. In verjetno to cenite. Zagotovo. Če se dotaknemo zelene energije, veliko dajete poudarka na to, pa vendar v Mariboru, konkretno Elektro Maribor, ki je v večinski državni lasti, so problemi z omrežjem. Slabo omrežje je kljub temu, da Elektro Maribor končuje poslovna leta uspešno. Ja, kako bi to kratkoročno rešili? Kaj je možnost izboljšanja omrežja in posledično možnost priključitve sončnih elektrarn? To je vaše področje, kaj? Absolutno. Imamo dva ločena problema. En problem je, da se danes večina sončnih elektrarn na nek način stohastično, naključno postavlja na strehe, ne glede na to, kakšno je stanje v omrežju. In res je, omrežnemu operaterju je težko slediti vsem zahtevam ljudi. Pot, ki jo nameravamo ubrati, je, da bojo vsi operaterji morali izdelati tako imenovane karte, načrte, kje pa je omrežje dovolj močno, da lahko pospešimo izgradnjo sončnih elektrarn. To je edini način, da bomo lahko ljudem omogočili, pač na nekih omenjenih območjih na začetek, da gremo pospešeno v solarizacijo, hkrati bo pa omrežje se moralo v naslednjem letu spet ciljno razvijati na namen, da bo omogočilo dodatno inštalacije. Danes se žal omrežje razvija po nekih, izbo temu, obstoječih standardih, ki so za te čase nekoliko zastareli in jih bo treba prilagoditi. Tudi temu je bila namenjena ta razprava na agenciji in smo se vsi strinjali, da je edini način za res pospešeno solarizacijo, če bo ta potekala načrtno in v skladu s potrebami, ne omrežja, ampak s potrebami po večji vključitvi obnovljivih virov energije. Kaj pa sama decentralizacija, kako bi bilo možno kak sedež ministrstva, Urad za demografijo, vemo, da je tu, možnost v Ministrstvo za demografijo, ali kaj podobnega, kako izmed obstoječih ministrstv preseliti v drugo največje slovensko mesto? Decentralizacija je zagotovo eden od naših skritih adutov. Zakaj? Zaradi tega, ker nas je v tej vladi kar nekaj, ki prihajamo z periferije in zelo dobro poznamo to problematiko. Hkrati pa ravno na tem primeru Agencije za energijo se kaže, da takrat, ko je decentralizacija izvedena zato, ker je na tem področju dovolj kvalitetnega kadra in v energetiki ga je bilo, potem je ta decentralizacija stalna. Spravi, ni odvisna od enega ministra, ki pride in potem gre in se vse skupaj odseli nazaj. Zato sta bila danes z mano dve ministrici, obe iz regije, ministrica za kmetijstvo in pa ministrica za digitalno preobrazbo, in oni dve sta že prišli z namenom ogledovanja, katere službe, kateri uradi bi se lahko mogoče v naslednjih 6 mesecih, letu dni, preselili, zato ker bi to pomenilo, da imamo tukaj dovolj kvalitetne delovne sile, ki bi te naloge opravljene enako ali pa še celo bolj kvalitetno kot na primer v Ljubljani. Ampak to je, jaz jo imenujem, organska decentralizacija, ki sledi ljudem, ne pa prisilna decentralizacija, ko seliš urade, pa se pa ljudje vozijo 100 km zaradi tega, ker je bil urad prisilno preseljen. Tako da res verjamem v to naravno, organsko decentralizacijo in sem prepričan, da bo čez 4 leta, ko bo tle sedela, rekla, wow, to smo preselili, pa to smo pa lepo. Se veselim, vas čez 4 leta povabim na isto mesto. Morda za konec samo še to, bodimo iskrena, danes najbolj pereče vprašanje, verjetno večkrat slišano strani novinarjev, kako je s podporo aktualnemu županu Arsenoviču na lokalnih volitvah. Rekli ste, da to ni bila danes tema, pa vendar prepričana sem, da Svoboda bo imela svojega kandidata, bo to obstoječi župan, imate v mislih kakšna druga imena, ste danes lokacijo obiskali s kakšnim drugim namenom? Ne, jaz sem vam, a ste videli, kje vse sem bil? Nikjer ni bilo nobene politične konotacije in resnici imamo sestanek simpatizerji stranke šele sedaj. Spravi, naši lokalni simpatizerji se sestajajo z nami danes, v tej uri, po razgovoru. Meni je bilo pomembno, da sem spoznal danes kar nekaj pomembnih akterjev v Mariboru, tudi obstoječega župana. Jaz sem ga prvič srečal danes, ni naredil slab vtis, naredil čisto v redu vtis in z tega vidika ne izključujem čisto nikogar. Da pa bo Svoboda v Mariboru poskušala zmagati na lokalnih volitvah, pa tudi ne skrivam. Jaz mislim, da je to v interesu tudi Maribora, zaradi tega, ker je to najboljši način, da podpremo tako na eni strani na lokalnem nivoju, na drugem državnem,
da res spravimo Maribor nazaj na tisto mesto, ki mu pripada in to, da postane prestolnica severovzhodne Slovenije. Verjamem, da bo to najlažje, če bomo imeli na obeh straneh isto politično grupacijo. Si je kdo zaželel danes jasno vaše podpore? Vemo, katera imena se omenjajo, gospod Perc, pa gospod Slavič, morda celo gospod Rukavina. Je kdo od teh jasno nakazal, da si želi vaše podpore? Zaenkrat še vsi ali pa nihče, zato ker si te pogovori še niso stekli in ko bojo, verjamte mi, da jih bomo najprej imeli na stranki. Do konca meseca junija bo vse znano. Ne bomo vlekli, do konca meseca junija bo vse znano. Takrat bodo Mariborčani vedeli, koga podpira Svoboda na lokalnih volitvah. Zagotovo in jaz verjamem, da bomo tudi tekom prve polovice julija ponovno na obisku in da takrat bomo lahko o tem tudi javno spregovorili, zagotovo. Gospod Golob, najlepša hvala za tale pogovor in srečno. Hvala tudi vam. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri v četrtek se začenja 4-dnevno dogajanje Trojica Fest v Sveti Trojici. Prav tako bo pestro na Muti, kjer tudi obeležujejo občinski praznik. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.